Lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020. V liveu se več ne vem, koliko je live, ker pol pozabim številko, ampak vem, da jih je že bilo veliko v vseh teh letih. No, in danes sem nekako, mogoče se kdaj ponavljam pri kakšni vsebini, ampak tiste vsebine, ki se mi res zdijo pomembne, si želim, da jih res večkrat slišite. Danes bi rada govorila o resnici, o iskrenosti, zakaj rečemo, da resnica osvobaja, da nas osvobaja, zakaj smo res počutimo svobodni, zakaj lahko živimo to, kdor smo, zakaj človek, če govori resnico oziroma če je iskren, lahko tako osebno kot poslovno raste. Mogoče, kje se največkrat ciklamo, zakaj sem tudi izbrala to temo. Danes bo mogoče krajša in če potegnete dva, tri stavka ven iz tega, bom izredno vesela, iz celega tega livea. Mogoče bom zdaj malce navrgla nekaj primerov, pa boste videli, kje se vi najdete v tistih primerih, o katerih primerih govorim. Ali ste vedno iskreni do svojega partnerja, partnerke, naprimer, da mu poveste ali da ji poveste, da mu, ji, se ne vem, kdo me gleda, ker me gledajo in moški in ženske, da rečete, veš kaj, mene je pa strah zate, ali pa da rečete, veš kaj, sem ljubosumen nate, ko greš tako in tako oblečena. Bojim se, da te bom izgubil. To je nekaj, kar se tiče partnerstva. Ali upamo kdaj povedati resnico oziroma spustiti malce strahove na stran in biti iskreni do svojega partnerja ali partnerke. Gremo pogledat na poslovnem področju. A upamo povedati svojemu delodajalcu, delodajalki, vodji, kakorkoli, da nismo zadovoljni s tem, kar počnemo, da ne vemo svoja jasna pričakovanja, da smo, da mislimo, da, ne vem, da smo premalo, ne vem, spoštovani, kakorkoli. Ali povemo tisto, kar mislimo, ali vzadaj za nami konstantno nekaj kalkulira. Zato sem vam postavila te dve temi, oziroma to temo o resnici, zaradi tega, ker ljudje smo narejeni na to, da vedno hote ali ne hote se nam to dogaja, da zadaj kalkuliramo in da analiziramo. Mislim, zakaj to vem, Zakaj to vem? A veste, glede na to, da že 4 leta konkretno hodim na obrede in da je bistvo obredov, vseh obredov je res samo to, da prideš do neke čiste resnice, svoje resnice, oziroma da se soočiš z resnico, kdor si, in da prideš do čiste ljubezni, pomeni, da takrat tudi lahko govoriš iskreno. In mogoče slišim, vidim, kaj se z ljudmi dogaja, kako to zaznavajo, to resnico, in se strinjam na momente, mene vprašajo, tako me vprašajo, a bi ti upala reči stranki, da ni okej, če ne imela denarja, če ne bi imela denarja. Mislim, vse se tako vrti okoli tega denarja, tako da včasih si rečem, dajte lepo prosim, najprej si to ponotranjite, da denar ne bo vaš vladar, ampak da ste vi vladar denarju. Sem pa prepričana, da zakaj imam denar, zato ker sem hvaležna, zato ker delam, Tudi vmes vam bom povedala eno anekdoto, ki se mi je zgodila na obredu oziroma prejšnji teden, ki se mi je zgodila, bi jo rada podelila, da veste, da jaz tako kot rada rečem, rada delam, ampak zato pa tudi rada vem, kaj si želim in sem za vsako zadevo hvaležna. Res sem hvaležna. In tudi resnica je en del hvaležnosti. Ko si ti hvaležen, takrat tudi se zavedaš, to je res prišlo tako. Res si hvaležen iskreno, ne tisto sem zato, da rečeš, da si hvaležen, se že na obrazu čuti. Okej, da se vrnem nazaj. No, in tako malo na teh obredih potem spremljam, pa rečejo, mogoče bi odšla ali pa odšel bi od partnerke, ali pa odšla bi od partnerja, pa se bojim iti, ker nimam kam, To meni, spet smo pri resnici, takrat malce kalkuliramo, ali je to možno, ali to ni možno, ampak dajte mi povedati, bom zdaj malce podelila. Jaz vem, koliko je mene resnica osvobodila, koliko je bilo meni lažje. Mislim, da
odkar pomnim v službi, da sem rasla zato, ker sem govorila resnico. To pomeni, nisem se zadrževala, da mogoče bom zaradi tega izgubila delovno mesto, ampak sem povedala in sem prepričana, da sem zaradi resnice rasla. Ne vem, bom podelila nekaj informacij, tako da boste slišali, čeprav bi lahko veliko mojih zgodb strank povedala, pa rada še mogoče tako, da slišite. Spomnim se. Ko sem bila v zlatarni, me je učila ena dama, ena vodja me je učila in mi je kazala, kako se pač pokriva drugi trg, ne slovenski, tuji trg. In ko sva šle pač mi v tujino, je bilo meni tako zguba časa, da greva, ne vem, v hotel, pa da se tam preoblečeva, pa da vse to naredima, pa pripravima. Jaz ponavadi sem imela tak način, da greš, da si že oblečen, priješ direktno v zlatarno, oddelaš tisto, kar imaš in potem zvečer greš in se preoblečeš. Sem to tudi iskreno podelila, da se mi zdi, da je to zguba časa, da midve zdaj greva v hotel, rabima, premalo ur imava, oziroma zgubljava časa. Sem bila iskrena, odprta in seveda ta resnica ni vsakemu prijala in tudi sem mogoče potem zaradi tega mi je ta oseba zamerila. Ampak po drugi strani sem nekako čez nekaj časa jaz dobila to možnost pozicije, da jaz to vodim. In zdaj, če zdaj pogledam, ali je resnica se obrastovala, ja, ampak govorila sem pa vedno iz srca. To pomeni, ko sem povedala, kaj mislim, da bi bilo bolje in sem delila resnico. Potem v službi prav tako, to zdaj ne pomeni, nisem imela nikogar, ki bi mogel, da bi lahko poskrbel zame, sem tudi podelila, kje vidim, da bi lahko bile priložnosti za izboljšavo. Res sem povedala, mislim, da bi bilo to tako pa tako dobro in kaj je bilo dobro zraven, da sem vedno dajala predloge, jaz bi naredila to pa tako, ali mi date možnost. Kadarkoli sem odpirala resnico, sem tudi potem dajala predloge, kako bi bilo lahko bolje. Kar pomeni, da moji dvomi niso šli potem navzdol, ampak so šli navzgor. Samo sekundo. So šli navzgor. Vedno sem dajala priložnosti za gor. In v tem, to sem vam že hotela povedati, če mislite, da ne morete govoriti resnice, je to samo iz dveh razlogov. Zaradi tega, ker imate podzavestno še zelo, zelo močno so zasidrana dva vzorca. En vzorec je ta vzorec sramu, sram, kaj bodo drugi rekli, to je tudi kombinacija tega, kaj bodo drugi rekli, če povem, zakaj pa kaj, strah me je, da boš odšel od šahta in tako naprej. Drugi vzorec je pa krivda, da imamo nek občutek krivde, ki se vleče lahko iz roda v rod, oziroma smo nekaj dobili od staršev in zdaj mi to naprej vlečemo. Tako da poskušamo izhajati iz tega, da govorimo resnico. No, in ko mi rečemo, strah me je povedati partnerju, da ga ne bi izgubil ali pa izgubila, kakorkoli, kaj se mi dogaja. Mogoče, da podelim z vami, da rečete, da pa vseeno poskušate iti na gor, da ne greste na dol, pa ne postavljate dvome, ampak da partnerju poveste, kje je ta bolečina. Zapomnimo si, nikoli ne rastete vi od zunaj navznotraj, ampak vi rastete od znotraj navzven. Od znotraj navzven. Vedno se prihaja. Vse preizkušnje, ki vam v življenju pridejo, to so preizkušnje. To meni zgodi se, da dobite partnerja, ki, ne vem, tak, radi ga opazujejo navzunaj, vi ste pa oseba, ki rabite nekega stalnega partnerja, ker se s tem počutite varno. Povejte to partnerju, povejte, ker on bo s tem tudi potem dobil korenino in povedal, da je to dobro. Nič ni to slabo, ljubezen nikoli ni slaba. Če govorimo iz srca, to je vedno dobro. Vedno je dobro povedati to resnico. Reči partnerju, rada bi ti delila svoje strahove. Glede na to, da si tako zaželen od zunaj, bi ti rada povedala, da meni pa vseeno veliko pomeni, da vem, da sem tvoja prva in samo tvoja, da sem ti dovolj. Povejte to, zaradi tega, ker rečete, takoj, ko to čutim, da to ni tako, ne morem se ti brezpogojno predati. Podelite. To sem dala en primer za partnerstvo. Gremo za službo. Strah nas je, na primer,
ne želimo podeliti nekih svojih mnenj v službi, ker nas je strah, da mogoče ni pravi čas, da ni, tako kot sem malo prej vam povedala, podelite in rečete. Rad bi podal nekaj predlogov, ampak me je strah, da se ne bojo ti moji predlogi slišali kot nekaj, kot da želim spreminjati. Samo, da jih slišite, če bi mogoče bili zanimivi, zaradi tega, ker vidim, da bi zaradi tega lahko naredil svoj doprinos svojega dela, ki sem ga že opravil. Podelite zraven, to pomeni povejte, ampak podelite, kje so vaši strahovi. Naj vam ne bo težko to povedati, kar povejte, kje čutite te svoje strahove. Vedite, da samo resnica vas bo pripeljala najdlje, kjer ste. Zdaj imam pa en preizkus za vas. En čisti preizkus za vas, pa ga predlagam, da ga naredite jutri. Jutri ali pa danes, mogoče v družini, če boste to naredili, ampak petek je tak tudi malo bolj sproščen dan. Kaj naredite? Bodite pozorni, ko se pogovarjate z nekom, da začutite to vibracijo in boste videli, kdaj vam oseba govori resnico, kdaj pa ne. To pomeni, samo dovolite si, da začutite vibracijo in potem boste vi znali pri sebi začutiti. Najprej probajte do zunaj, zaradi tega, ker vam bo lažje. Tako, 1, 2, 3, 4, 5 sodelavcev, koliko jih pač imate. Samo poslušajte, bodite pozorni, dovolite si poslušati, slišati, kaj vam nekdo govori. In dovolite začutiti, ali gre to skozi srce, ali je to kar nekaj tako, samo malo, da se govori. In ko boste to zaznali, boste videli tisto, kar se mi učimo na akademiji pri postavitvi družine, kaj sporočajo energije. In potem boste videli, ko vi govorite, potem naredite drugi dan ali pa isti dan, govorite pa poglejte, kdaj govorite iz srca, kdaj govorite pa iz uma. Tudi sama, ko snemam te videe, znam čutiti, kdaj vam govorim direktno iz srca. Naprimer, zdaj vam govorim direktno iz srca. Kdaj pa govorim? Zato, ker vam želim še mogoče nanizati neka orodja, zato da naredite spremembo. Pri resnici, še enkrat, resnica je edina stvar, ki jo osvobaja, da ste bolj v srčku, to pomeni, da postanete svobodni, da lahko postanete srečni in tudi uspešni. Samo resnica, ne glede na to, kaj počnete. Danes imam cel kup telefonskih klicev, zato se potem vmes malce prekrije. Ok, da pridemo do bistva. Do bistva sem ga že vmes povedala. Če danes potegnete dva stavka ali pa dve afirmaciji, ki bi bile dobre za vas, naprimer, naj bo ena, resnica osvobaja in me vodi po poti svobode ali pa sreče, uspeha, obilja, notranjega miru. Prva naj bo ta, druga pa, da se spomnite. Če ne govorimo resnico, vedno pademo v dvom in v analizo ali drugače rečeno preračunljivost. Če bom povedal resnico, kaj pa, če se bo to pa to pa to pa to pa to zgodilo? Vemo, da del resnice so samo ti naši podzavestni vzorci, ki nas bremzajo. Ki nas bremzajo zato, da lahko postanemo to, kdor smo. Skozi vse moje programe, jaz ta prvo zadevo, katero najbolje želim, to sem tudi danes rekla mojim dragim damam, sem jim rekla, da mi bomo skozi celotno akademijo ozaveščale naše podzavestne vzorce, kateri so, to mi imamo 7 podzavestnih vzorcev, noter se pa definitivno skriva sram in krivda. In skozi te vzorce postajamo vsak dan, bolj se opolnomočimo, sprejemamo, ne sodimo, ne kritiziramo in dovolimo biti to, kdor smo. In dajte začutiti to svojo energijo, ki jo imate noter v sebi. Dajte jo začutiti, dajte pogledati, da če tako daleč ne čutite te energije, če ne znate sploh začutiti, da pride do srca, vedite, da ste res daleč od svoje duše. In potem pač predlagam, da imate eno afirmacijo, ki bi jo podelila z vami, katera bi bila najboljša. Moje srce in sta v ravnovesju. Moje srce in sta v ravnovesju. In potem boste znali začutiti, kdaj prihaja iz srca in kdaj iz uma. Tako da, dovolimo si, da nas resnica osvobodi. Dovolimo si videti, da samo ko bomo govorili resnico,
bomo tudi prišli do pravih odgovorov, se boste lahko brezpogojno predali, boste lahko, ne vem, ne glede na to, kje ste, ali ste v službi, ali ste pri partnerju, mislim s partnerjem, partnerko, ali v prijateljstvu, boste vedno lahko to, kdor ste. Ko pa čutimo od ozadij, da pa je še nekaj zadaj, potem pa človek se ne more predati, ampak to je noter v vas. Vi se predajte. Vesolje vedno poskrbi za vas in vedno dela v vaše najvišje dobro. Tako da, jaz rada delam z ljudmi, ki niso preračunljivi. In mene vesolje tudi vedno zaščiti in mi tako reče, mi te bomo obvarovali na tak način, da boš delala samo s tistimi ljudmi, ki delujejo iz srca. In tako tudi funkcioniram. Kaj bi rekla za konec? Dajte to začutiti. Ne bežati od tega, če tega ne znate, poiščite pomoč. Ne vem, pristopite do tistih, kateri čutite, da so noter v srcu, ampak da tudi čutite, da živijo to, kdor so. V redu? Tako da en krasen večer. To sem še hotela povedati, kaj se mi je zgodilo. V petek sem šla na obred in se mi je 50 metrov pred mojo destinacijo prerezala guma. Mislim, noro, kako se to sliši. Bum, poči. No, in jaz rečem, in jaz tako, veste kako, ne grem dol, ampak rečem, hvala vesolje. Jaz sem se lahko parkirala notri, avto je spustilo gumo do konca spuščeno, no, ampak kaj je zanimivo, pokličeš asistenco, da pridejo po avto in mi rečejo, da mi bojo namesto, ker pač imam Mercedesa EQP-ja, pripeljali Škodo Octavio. Pa rečem, res? Škodo Octavio mi boste pripeljali? Pa rečem, my God, jaz vam dajem avto za 100.000 evrov, vi boste pa meni Škodo. In potem se seveda, ker je bilo to v templju, se mi malo začnejo smejati. In bi rada podelila z vami tudi kar sem podelila z njimi. Jaz izhajam iz tega, jaz se res rada delam, ampak tudi rada lepo živim. In potem tudi tako rečem, rada delam, da imam lepe stvari. In mi nikoli ni nerodno povedati, da sem si jih zaslužila. In to je pa tista naslednja zadeva, katero bi rada naučila vse Slovence. Res vse Slovence, vse Slovenke in vse Slovence. Če nekaj delate in če to delate pošteno, iskreno, pošteno, s srcem, potem ste si to zaslužili. Potem lepo prosim, bodite srečni, kaj imate in to z veseljem in srcem to tudi povejte. Evo, to sem želela in to je tudi resnica. Nič mi ni nerodno povedati in tudi povedati, naj mi pripeljejo kak drug avto. Vseeno sem dobila Škodo Octavio, ker je največji rang. Ampak se je odlična, naj vam povem, da je super, krasna je. Sem se prav navadila, najbolj mehek avto. Tako da, en lep vikend vam želim. Imejte se krasno, jaz sem vam res krasno, karkoli počnem, tako da poskušajte biti v resnici in tudi v ljubezni. Obredi so pa prvi, ki se soočite z resnico in sploh spoznate, kdo v resnici ste. Čau, čau.